Lepo pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci v oddaji Vinilni časi. Tudi v današnji oddaji bomo veliko izvedeli in tudi veliko povedali. Za današnjo oddajo smo se izbrali leto 1979 in tega leta se je veliko dogajalo na področju glasbe, mode, kulture, tehnološkega napredka kot vsako leto. Ampak današnje leto, ki smo si ga izbrali, je res posebno. In seveda, da ne bom dolgovezal, z nami v studiu je, kot današnji gost, Alfin Nipič. Sonce in vse, kar življenje želi si. Moj sonce si ti. Tiha sreča in sanje za vse lepe dni. Moj sonce si ti. Svetla zarja noči. Te vedno bom ljubil in rekel ti. Moj sonce si ti. Ljubezen si moja i si mi vse. Naj sreča napolni tvoje srce. Si zame edina, kdo naj vsi. Te vedno bom ljubil in rekel ti. Moj sonce si ti. Sonce in vse, kar življenje želi si. Moj sonce si ti. Tiha sreča in sanje za vse lepe dni. Moj sonce si ti. Svetla zarja noči. Te vedno bom ljubil in rekel ti. Moj sonce si ti. Svetla zarja noči. Si zame edina, kdo naj vsi. Te vedno bom ljubil in rekel ti. Si zame edina, kdo naj vsi. Te vedno bom ljubil in rekel ti. Alfin Nipič in Moje sonce si ti. Ampak ne ti, verjetno No, mislim, bi ne mogel ti. imeti krilo. Ja, zdaj sem povedal samo naslov pesmi. Sigurno pa pesem pušča kakšno globoko sporočilo, ne? No, jaz mislim, da vsaka pesem, v vsaki glasbi je neko globoko sporočilo ali pa mogoče malo nižje tistega, ki je to napisal. Sigurno so take pesmi posvečeni našim tistim najdražjim, ne?
Ljubezen, tu pa se mogoče kaj lovi včasih. Ljubezen do svoje najdražje, ljubezen do tistega kraja, kjer živiš, ljubezen mogoče do domovine in še marsikaj. Skratka, tisto, kar ti leže k srcu, tudi izpoveš včasih svoje pesmi, če si tudi avtor. Mislim, da sam napišeš besedilo. No, ker sem videl recimo vsa ta besedila, več ali manj vseh besedilih, katere ti prepevaš, vse gre za dekle, za pogrešen in tako naprej. Ne? Mogoče zato, ker bolj seže poslušalcem v srce? Veš, Se vsi vidijo temu? Že od nekdaj ravnali tako, kot je delala svetovna estrada, smo mi tudi nekje se priklopili zraven in šli po nekakih, kaj jaz vem, merilih tudi zraven. Povsem normalno je, da je ogromno pesmi napisanih ravno o ljubezni. Jaz mislim, da to včasih v srce segajoče, včasih pa tudi kakšna izpoved. Gremo reči, da ljubezen nima meja, ne? Mogoče tudi to. In to je najboljša, bi rekli, pod narekovaj tržna niša. Alfi, danes smo izbrali leto 79. Ne? Glede na to, da tebi ni dogajalo samo leta 79, ampak ti dogajalo prej in pol in še danes in non-stop se nekaj dogaja, ne? Meni se je dogajalo, jaz bom dal zdaj je, ne, zraven, ker vsi rečejo, da je dogajalo, ne. Jaz sem še bolj z tistih časov in povsem normalno, jaz bom drugo leto praznoval svoje 60. leto, odkar se profesionalno ukvarjam z glasbo. Jaz sem zelo vesel, da sem to delal, lahko rečem, vse življenje po moji tekstilni tehnični šoli, da nisem se nekako opredelil za svojo stroko, za tekstil, ampak sem nekje nadaljeval to, kar je bil moj hobi. Jaz sem to rad delal, še vedno to rad delam, uživam in zame je, lahko rečem, glasba tista največja stvar v življenju, kar se mi je zgodila, kadar se pogovarjamo o tem, kaj bi človek ne delal. Hvala vsemu mogočnemu, da mi je bilo to dano in omogočeno, da si že desetletja ukvarjam ravno z glasbo. Zdaj, leta 79, ne, si počel veliko stvari. Se še spomniš, recimo, kaj je bilo leta 79? Ja. No, ni toliko, to je zdaj 42 let, ne? No, vse to ni dosti, ne? Ja. Ni pa je, ne? Ja, je kar vseh takih pojedinosti se ne moreš spomniti, ampak pri mojih, lahko rečem, tam čez 5000 slik, ki me spremljajo, mi pošiljajo, jaz to shranjujem, se marsikdaj, ko gledam te slike, spomnim lepih trenutkov. Lepih trenutkov, s katerimi sem se delal, s katerimi sem prepeval na odru in tudi marsikaterega dogodka, ki mi bo ostal v večni spomin. Večni spomini so, lahko rečem, tisti najbolj prijetni trenutki tvojega življenja in lahko rečem, če gledam slike nazaj, ker po slikah se spomnim, da je bilo teh trenutkov ogromno. Jaz tega vsega ne bi videl, ne bi doživel, če se ne bi ukvarjal z glasbo. Jaz ne bi videl skoraj vse Evrope, jaz ne bi videl Amerike, Kanade, Avstralije, del sveta, niti slučajno ne bi videl vseh lepot naše zemljice, če se ne bi ukvarjal z glasbo. Ja, in sigurno vse te leti se kaj zanimivega zgodilo, ne? Sigurno. Torej, zame je bilo najbolj fascinantno, torej, tisti prvi trenutek obiska, ko sem bil v Avstraliji, ker se mi se zdelo, da še je trava drugačna, pa živali so drugačne, pa mislim, vse je bilo zame čist narobe. Ja. Tudi dan v noč se je zamenjal in ogromno, mislim, tam je en kolega rekel po 3 dnevih, ker jaz kamor sem prišel, po dnevi sem spal, ne. Je rekel, veste, vi ste pa kot koala. Sem rekel, ja, kak pa to? Je rekel, kamorkoli pridete, dremate. Jaz sem rekel, če pa celo noč bedim, mislim, ker se je spremenil dan v noč, ne. No, to so taki trenutki, ki se včasih v trenutku tudi kaj spomniš. Spomnim se mojega kavarniškega življenja, jaz sem prvih 12 let prepeval samo po kavarnah, tega zdaj več ni. Ko sem enkrat v Portorožu vprašal, kje je pa kakšna živa glasba, so rekli, živa glasba? Ne, rekel, se ima vsak televizor v sobi. Ja. Torej, to način zabave je zginil, ne? In to, kar mogoče malce... Da bi se spremenilo vse, ne, v tolikih letih, ne? No, to mogoče malce pogrešam. Prej je imela vsaka kavarna, torej vsak lokal, vsak hotel ima svojo živo glasbo. In so ljudje prišli zvečer ven, posedeli, kaj popili, pojedli, pa zaplesali. Tega zdaj več ni. Tega načina zabave, ne, te zabave več ni. Ne. No in vrnimo se nazaj v leto 79. Recimo tvoj nastop na Melodijah morja in sonca in pesem Bela jadrnica.
Ja, Se še jaz sem- spomniš? Ja, jaz se to dobro spomnim. Takrat v auditoriju, mislim, Melodija more in sonca, jaz upam, da bo še en čas ostal. To je edini meni se zdi festival, ki je še ni studijsko obarvan, ampak ljudje pridejo, gledajo, uživajo zraven novih melodij, zraven solistov, zraven glasbenikov. Mislim, vedno rečem škoda, da več ni slovenske popevke takšna, kot je bila. Mislim, pred Halo Tivoli se je zbrala vedno velika množica, ki sploh ni mogla priti v dvorano. Potem ni več tudi enega festivala Vesele jesen, ki je nekako okranclal Štajersko metropolo. Potem ni več festivala šansonov, ne. Škoda, mislim, tu smo mogoče dali nož v hrbet zabavni glasbi, ker trenutno narodna zabavna glasba se je zelo pomogla, ker vidim, da je tudi zelo prisotna, ne samo v Sloveniji, v Evropi. Zabavne glasbe bomo pa se mogli Slovenci malo potruditi, da bomo tudi imeli del, torej lahko rečemo tudi del kulture. Ne? Alfi, dajva si pogledati en kratek insert, gremo reči kot video spot, en posnetek, ker tukaj na ekranu se bo zdaj prikazal, ker se je tudi zgodilo to leta 1979. Planica, ja, seveda. To je bila prva izvedba te skladbice. Tako, to je, Planica. tako, in to je tudi v bistvu postala zdaj svetovno znan, bi rekel, džingl za vsakega, ki več kot 250 metrov poleti, ne? Ja. Se odvrti potem ta skladba Planica. Ne? Ko to slišimo, potem se je sigurno Ja. kaj zgodilo, kaj dobrega za Slovenijo. Ne? In to je bila naša prva predstavitev te pesmi z takrat v davnih časih nove plošče in je bila tudi ta polka Planica. Ne? Tako, ker to je prav leta 1979 se je prvič odvrtela. In Ne? tudi za to ploščo smo, seveda v nemški verziji, dobili pretelefunkno za 1 milijon prodanih plošč zlato ploščo. Čestitke. Ja. Čestitke. Ja. Alfi, kasneje bova še kaj povedala, jaz pa grem pogledat, kaj pravijo na političnem dogajanju v Sloveniji in širom po svetu. Z nami je Katarina Keček. Pozdravljena. Povej nam, Katarina, kaj tako, da ne bom rekel pretresljivega, bom rekel potresljivega, se je zgodilo v letu 1979. Pozdravljen, gospod Krmac. Mislim, da kaj tako potresljivega od tega šarmantnega glasu, ki ga nocoj slišim iz vaših ust, težko primerjam. Je pa res, da je bilo tisto leto dosti pretresljivo in še najbolj bom rekla temu za jug Jugoslavije, kajti v začetku leta 1979 je hud potres z močjo 7 stopinj po Richterjevi lestvici zadel Črnogoro, del Albanije, torej vse od Ulcija do Dubrovnika. Škoda materialna je bila ogromna, spomnim se za Budvo, da je od 400 zgradb, da so samo 8 ostale nepoškodovane. Umrlo je v tem hudem potresu več kot 130 ljudi, 10 tisoč ljudi pa je ostalo brez streske na glavo. Spet eno dramatično leto za celo Jugoslavijo. Ja, bo držalo. No, kaj pa recimo glede igralstva, recimo film? Tisto leto je nažalost, bom rekla tako, umrla, dajmo reči temu najbolj znana slovenska igralka tistega časa, filmska, in sicer govorimo o Idi Kravani, ki je doma iz Divače na Krasu, tam obstaja tudi njena spominska hiša, ki so seveda da obiskati. Gospa Kravanja, rečemo temu, je leta 1926 tekmovala na Miss Jugoslavije, ker so jo opazili nemški producenti in jo povabili v filmsko industrijo. Še pred prvo svetovno vojno je postala ena najbolj znanih igralk, igrala je zelo veliko čeških in nemških filmih, njen najbolj znani film je Erotikon, nastopala je pod umetniškim imenom Itarina. Tako, in kaj še, kaj drugega, še kakšna gospa zanimiva? Marsikaj, Jani, ampak jaz ne vem, šla celo dajo o tem govorim. Ampak rečemo, da je tisto leto tudi ena zelo pomembna ženska zaznamovala, ne more reči svetovno zgodovino. Na vrh Združenih kraljestev, torej Velike Britanije, je stopila Margaret Thatcher, torej kot prva ženska na tej poziciji, konzervativna političarka, ki je Anglijo vodila naslednjih 11 let, zelo trdno in zelo odločno, zato se je tudi prijelo naziv Železna lady, morda zaradi zelo drastičnih ukrepov političnih, ki jih je uporabljala v boju proti inflaciji, nezaposlenosti in ostalih ekonomskih težav, ki jih je seveda imela Anglija, prav tako kot Jugoslavija. Vendar piko na i tej Železni lady pa je seveda dalo njeno odločno udejstvovanje v tako imenovani Falklandski vojni, nekaj let zatem, ko je nastopila funkcijo, ko je brezkompromisno na otok Falklandi, ki so ga poskušali zasesti
Argentinci, poslala britanske vojake in v mesecu dveh zrihtala situacijo po žensko, zaključila zadevo in prevzela za Angleže strateško in zgodovinsko zelo pomembne otoke. Ja, glede na to, Katarina, da tako hitro govoriš, bi rekel, da si zelo športno usmerjena, ne? In mislim, da leta 1979 se je kar nekaj dobrih športnikov rodilo. Povej nam kaj več o temu. Nekaj se jih je res, torej Primož Peterka, Primož Kozmos, če se ne motim, ne, to je res. Vendar se mi zdi še bolj pomembno tisto leto, ravno zato, ker leto 1949 štejemo kot 79 štejemo kot začetek naše alpinistične zgodbe, kajti tistega leta sta na Mount Everest 13. maja stopila prva Slovenca, Štremfelj in pa seveda Nejc Zaplotnik. Je šlo za prvo jugoslovansko ekspedicijo, 25-člansko, na Mount Everest. Cela Jugoslavija je spremljala to ekspedicijo, ne glede na to, da takrat nismo poznali satelitskih telefonov, vendar smo pomočjo pisem in pa radioamaterske povezave imeli stik tudi z našo odpravo. Spomnim se, da so tudi naši jugoslovanski veljaki tistega leta hoteli pobrati, da rečemo temu smetano, z vrha te naše alpinistične ekspedicije. Zamislili so si, da naj bi naši alpinisti zasegli najvišji vrh sveta 1. maja, seveda ob prazniku dela, to jim ni uspelo, potem so si znova zamislili, da bi znova zavzeli Mount Everest 9. maja, na dan zmage, tudi to ni uspelo, samo svoji alpinisti, tako kot danes, so Mount Everest osvojili 13. maja. Pestro je bilo leta 1979 in seveda še marsikaj, kot ti vedno praviš, bi lahko povedali. Katarina, hvala, ker si bila z nami in si nas omodrila s takimi informacijami, ne? Lušne so, vse dobro, fajn bodi, luškan si, veš. Hvala, Katarina. Katarina, vedno dobre volje nasmejana. Alfi Nipič pa pravi, da sam zdaj tu sedim. Srećna
sedi pod polovico srečneža. Morje šepeta, tudi kitara več ne igra. Ne prihajaš več, kavanico, kjer sva bila. Srečna toplih večerov, temne za naju dva. Srečna toplih večerov, temne za naju dva. Ponovno smo skupaj in mi gremo naprej v oddaji Vinilni časi in dajmo si pogledati, kaj se je dogajalo na področju tehnologije, razvoja in vseh stvari leta 1979. Zato je z nami na vezi Igor Gavrič iz Centra odličnosti Innorenew in Univerze na Primorskem. Pozdravljen, Igor. Lep pozdrav. Pozdravljen. Povej mi, tega leta so v ospredju bili očitno neki dosežki z področja biomedicine. Kaj več povej ti o tem? Tako je. Tega leta so odkrili in opisali namreč protein P53, ki ima veliko vlogo pri obrambi človeškega telesa pred nastankom raka. Torej, če je celica preveč poškodovana, ima napake in poškodbe DNA, oksidativni stres in tako dalje, sproži njeno programirano smrt. Če je gen za P53 poškodovan, se celice z napakami kopičijo in tako nastane tumor. Odkritje tega gena in proteina je močno pospešilo raziskave z področja raka pri človeku in tlakovalo pot k več uspešnim terapijam, tako imenovanim biološkim zdravilom, ki jih danes vse bolj uporabljamo. Poleg tega pa je napredovala tudi medicinska tehnologija, saj so tega leta razvili prvo napravo za avtomatizirani odvzem krvi, ločevanje njenih sestavnih delov, odvzem le ciljne sestavine, torej navadno le določen tip belih krvničk ali krvnih ploščic in vračanje ostale krvi v pacienta. To je revolucioniralo transfuzijsko medicino, saj je zmanjšalo možnost za okužbe pripravkov med procesiranjem in omogočilo bolj pogosto darovanje določenih tipov krvnih celic. Danes to pride zelo do izraza pri presaditvah kostnega mozga po zdravljenju nekaterih vrst levkemije. Zanimivo, zanimivo, ne? Takšne stvari, ki mu nekdo sploh ni vedel nič o tem. Ampak glede na to, da imamo naslov oddaje Vinilni časi in da govorimo o nekem vinilu, to pomeni vinilna plošča, se je tudi 79. leta zgodila ena mala sprememba. Več o tem? Tako je, ja. Na začetku tega leta je podjetje Philips predstavilo prvo zgoščenko, tako imenovani CD, vendar te tehnologije še niso uporabljali v prvih Walkmanih, ki jih je podjetje Sony prav tako leta 1979 prvo ponudilo na trgu. Ti so namreč uporabljali še kasete ali pa lovili radijski signal, generacijam ljudi pa so omogočili osebno poslušanje najrazličnejših vsebin, seveda predvsem glasbe. Poleg tega pa so računalničarji pričeli s pohodom interneta. Podjetje CompuServe je postalo prvi ponudnik povezave na splet preko telefona. In to za kogarkoli, ne le za inštitucije in večja podjetja. Danes imamo dostop do interneta za samoumeven, na Finskem pa recimo celo za osnovno človeško pravico in ga država mora zagotoviti vsakomur, ki si to želi. Ne vem, koliko teh, ki so se prvi pridružili CompuServe, je programiralo v novih programskih jezikih, kot je bil tistega leta razviti zelo popularen C++. Nedvomno pa so se vsi razveselili vse vzmogljivejših trdih diskov, ki jih je pričelo prodajati novo ustanovljenje podjetje Seagate. In tudi v tem obdobju leta 1979 in prej in potem je bilo zelo razvito obdobje nekih industrij. Kaj so kaj naredili recimo na področju onesnaževanja?
Ja, tako, kot si že omenil, skokovit razvoj in industrializacija sta povzročila degradacijo narave. Zato je področje trajnostnega razvoja bilo zelo pomembno, da so tega leta podpisali prvi vseevropski dogovor, tako imenovano Ženevsko konvencijo o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja, s katerimi še danes z 8 kasneje podpisanimi protokoli zmanjšujemo onesnaževanje zraka. To je žveplo, dušikovi oksidi, hlapne organske spojine in tako dalje. Daleč od ozračja pa so na oceanskih grebenih Tihega oceana v projektu RISE odkrili podvodne vrelce, tako imenovane črne dimnike. In na njih ter v neposredni bližini so nato v kasnejših letih opisali do takrat popolnoma neznan ekosistem z eksotičnimi vrstami arhej, bakterij in živali, ki imajo metabolizem popolnoma drugačen kot katerikoli organizmi drugje na Zemlji. Zato so tudi v astrobiologiji, to je veda, ki proučuje življenje v vesolju, pričeli iskati življenje na precej več planetih, lunah in drugih nebesnih telesih. Zanimivo. Igor, najlepša hvala za ta pogovor. Ja, lepo zdrav. Sedaj pa na vrsti Alfi Nipič. Predolgo od doma. Je tako kot včasih še, vse čisto počasi gre. Štajerca pojemo, družba se dobro zabava, kjer se pohorje vidi, slika moja iz davnih dni, spremlja me lajša mi poti. Vabi kliče domov, kjer se pohorje vidi, tudi tebi prijatelj naj, da se vračam pošče nazaj, tja, kjer se pohorje vidi. Predolgo od doma. Je tako kot včasih še, vse čisto počasi gre. Štajerca pojemo, družba se dobro zabava, kjer se pohorje vidi, slika moja iz davnih dni, spremlja me lajša mi poti. Me vabi kliče domov, kjer se pohorje vidi, tudi tebi prijatelj naj, da se vračam pošče nazaj, tja, kjer se pohorje vidi, kjer se pohorje vidi, slika moja iz davnih dni, spremlja me lajša mi poti. Vabi kliče domov, kjer se pohorje vidi, tudi tebi prijatelj naj, da se vračam pošče nazaj, tja, kjer se pohorje vidi, da se vračam pošče nazaj, tja, kjer se pohorje vidi, pohorje vidi. Alfi Nipič in se pohorje vidi. Dobro se vidi pohorje, a ne? Ja, no ja, tu glih ne, ampak tam, kjer sem jaz doma, jaz ga vidim celo od hiše ali pa z balkona. Skratka, to je en pogled, ki sem ga vedno
rad doživljal in ga še vedno rad doživljam, zato ker sem bil ogromno z doma, ogromno sem potoval in ko sem prišel domov, sem se vedno usedel tako na teraso, pa sem gledal, veš, sem rekel, zdaj sem pa doma. Vidim vso stvar, mislim, ki sem je vajen in pa seveda moje pohorje. Si imel občutek, da si prišel na vikend. Sigurno, sigurno. Deva še kaj povedati recimo na to temo tvojih žarnih. Glede na to, da si veliko različnih žarnov pel, ti je vsaka glasba recimo pri srcu, ti ni tuja, si kdaj tako recimo ne ta stil, pa jaz ne bom pel, ali si bil vedno tak za izzive? No, jaz sem začel nekje z resno glasbo na glasbeni šoli, tam v srednji glasbeni. In potem, jaz sem bil vedno nekako naivno, mislim, radoveden v vse smeri glasbene. Ne. Jaz sem, na primer, prepeval tudi to, kar vedno rad poudarim, ker so mi zelo dragi prijatelji, ravno zdaj, ko bo sproščeno, pa če bom lahko, bom šel svoje prijatelje obiskat v Zagrebu, ker sem 2 leti prepeval z grupo Klan. Mi smo igrali eno glasbo, ki je takrat bila zelo in, skratka, glasbo Blood, Sweat and Tears, skupine Chicago, kaj zdaj in ogromno teh pevcev, ki so takrat prepevali. Prepeval sem tudi v raznih barih, kjer smo igrali največ jazz glasbe. Skratka, narodna zabavna glasba mi je bila tista, ki mi je bila najbolj tuja. Ampak takrat, kot sem že tolikokrat povedal, mi je Slavko povedal, ker me je povabil v njegov ansambel, da mi bo vse skrivnosti te glasbe razložil njegov brat Vilko, ki je bil akademsko izobražen glasbenik. In tako si potem v bistvu ostal kar dolgo časa v tem stilu, ne? Ja, jaz sem bil 18 let pri Slavku Avseniku, 19. leto sem moral biti po pogodbi, 19. leto sem posnel še zadnjo ploščo in takrat smo potem 1990. leta smo z Avseniki nehali. In takrat sem jaz tudi ustanovil svoj ansambel, ki ga vidimo sedaj v zadju, to je Alf in muzikanti, skratka med prijatelji, in takrat sem še prvih 15 let po Avseniku sem ogromno prepeval v Avstriji, Nemčiji, Švici, skratka in tudi Sloveniji. Takrat je bila, lahko rečem, skoraj v vsaki vasi veselica. Pa ne bo to na nemško gorečem področju ali pa v Sloveniji. Takrat je bilo tega ogromno. Pravo nasprotje trenutnih časov. Recimo primerjava. Ja. Primerjava. Zdaj eni pravijo, ne, da s pesmijo, ne, ki je bila leta 71, ne, s pesmijo Silvestrski poljub, da takrat se je tebi zgodil velik bum. Dajmo si zraven še pogledati tudi videospot, gremo reči, pesmi Silvestrski poljub. No, Silvestrski poljub je bila ena pesem, pred to pesmijo sem že ogromno posnel drugih skladb, mislim. In na festivalih, jaz sem že do Silvestrskega poljuba kar meni 4 ali 5, 6 krat zmagal na popevki Vesele jeseni. Takrat je bil to festival, kjer je dajal tudi zabavno glasbo. Prepeval sem že na slovenski popevki, ampak to je bilo čisto slučajno ena pesem posneta za silvestrsko oddajo takrat. In letos, 8. decembra, bo Silvestrski poljub star točno pol stoletja. Torej, pred 50 leti, 8. decembra, sem jaz zapel prvič to pesem v Studiu 14 nacionalnega radia. In moram reči, da je to en lep spomin na tiste lepe čase, ko smo dali še več poudarka slovenski zabavni glasbi, ker tu smo mogoče malce v zaostanku. Če se primerjamo s katerokoli drugo deželo, s katerokoli drugim svetom, smo nekako pozabili na zabavno glasbo Slovenije, kar je pa velika škoda, kajti tudi ta zvrst glasbe je en delček, mali delček slovenske kulture. Karkoli se zgodi v tej smeri, nekako se mislim, da je strani medijev ravno zabavna glasba malce zapostavljena. In upam, da bo prišel čas, ko bo mogoče malo boljši časi tudi za zabavno glasbo Slovenije. Kaj pa recimo, glede na to, da si sodeloval z mnogimi glasbeniki, dobrimi glasbeniki, slovenskimi tujimi glasbeniki, ki recimo ti je najbolj ostal v spominu? Prej si omenjal slike. Gremo reči, katera slika ti je ostala najbolj v spominu? Kaj pa jaz vem, težko je reči, to navadno res, ko spomine obujam. Jaz imam že samo na mojem telefonu imam okrog 3000 slik, ne? Ker najbolj smešno je bilo takrat, ko mi je novinar klical pa je rekel, da rabi mojo sliko. Sem rekel, bom jaz tu jutri poslal. Ne, rekel, jaz jo rabim čez 5 minut. No in takrat sem bil seznanjen, da je tudi po telefonu možno sliko poslati, ampak to je bilo že veliko nazaj. Ne 79. ne? No, takrat ne, takrat še niti nismo poznali telefona, mislim, da bi si kar zraven imel, takrat smo telefonirali bolj doma.
In mogoče je bil tudi večji rajc do telefona. Zdaj mogoče ti včasih kar zabrenka ali pa te pozvoni, pa ti mogoče, ko nimaš trenutno časa, mogoče malce nadleguje. Ne. Kaj pa recimo, ko so se obdobja, takrat so bile vinilne plošče, ste posneli vinilne plošče, bi rekel singlcev, ker ste bila dve skladbi, ena na vzgorje, ena v spodnji, no pa smo obrnili, ali pa recimo danes, kako to si doživljal te dolgoletne spremembe? Ja, velika sprememba zame je bila iz vinilne plošče v CD. Ne. Jaz sem posnel... No, naj ti povem skrivnost, da leta 1979 so izdali prvi CD je prišel. In to je bil moj CD in to pri Helidonu. Prvi CD sem jaz izdal pri Helidonu in takrat mi je tehnični direktor Vilko Avsenik dejal, da je to prvi CD, ki ga bo Helidon izdal in takrat je bil tudi, ne vem zdaj točno, katera skladba je bila na tem CD-u vse gor, ampak to je bilo čudo takrat, ena majhna ploščica, čist drugega materiala kot vinilna plošča. Ampak vidim, da zdaj nekako se to zdaj vrača, da se začeli tudi nekako na police nastavljati tudi vinilne plošče, kar je pa za nekatere poseben spomin, pa tudi kot po domače rečemo, tudi en rajc, da ti imaš in izdaš tudi vinilno ploščo za svojimi skladbami. Kaj pa recimo načrti za naprej? V načrtih sem bil vedno previden, ker zdi se mi, da vse tisto, kar sem najbolj načrtoval, se je nekako malce zamajalo ali pa je mogoče mi ušlo. Ampak jaz sem bil vedno človek presenečen in vedno zame je nekaj najlepšega, kadar me kdo preseneti in kadar sem sam presenečen. Si se prepustil toku? Ja, včasih sem rekel, to bo pa hit, pa sploh ni bil res. Pa sem rekel, to pa dajmo posnet. Se pa je skazalo, da je pa ravno tista nekako bolj ostala v ušesih ljudi, kot pa tista, s katero sem se 10-krat bolj trudil, pa ki sem jo tudi bolj dolgo ustvarjal, kot pa neko čisto drugo skladbico, ki je bila še zraven posneta. No, super. Dajmo, recimo, na primer še eno kratko vprašanje, malo sem se zmedel zdaj. Recimo, ko tebi napišejo besedilo, ti dajo besedilo, ti dajo glasbo, kako bo izgleda recimo prva interpretacija, da to probaš skupaj spraviti? No, jaz sem bil vedno... Si bil kdaj začuden, recimo, kaj pa to bom jaz Ja, tudi sem včasih prosil tekstopisca, da se kakšna stvar spremeni, da se kaj mogoče glede vokalov. Naprimer, ker vokali so zelo važni, da ti nekako ostane tvoj vokal prepoznavn tudi v visokih legah. Zdaj, sigurno se drugače zapoje v visokih legah A ali pa I. Mislim, to je taka ena primerjava. In tu sem včasih kjerega tekstopisca prosil, da je kakšno besedo spremenil, ampak to so vsi radi naredili. Drugače pa sem sprejemal, zame je ogromno stvari, so napisali znani tekstopisci, da jih zdaj ne naštevam, ker bom mogoče komu naredil krivico. Jaz sem posnel samo z Avseniki 260 skladbic, za katere sem tudi napisal čez 40 tekstov, ker sem tudi sam tekste pisal. Naprimer, zdaj sekunde se spomnim, ena taka, ki mi bo ostala vedno v spominu, vse moje misli so pri tebi, pa torej čez 40 skladbic. Sem pa pisal tudi zabavno glasbo, tudi avtor melodije, avtor aranžmana in pa avtor teksta. Tako da fino je, kadar ti svojo dušo izpustiš tudi v to smer, da nekaj sam narediš, nekaj sam napišeš. In potem mogoče tudi tisto, ki jo izvajaš, tudi mogoče malce drugače nekaj čutiš, kot pa tisto, kar so ti drugi napisali. Zato jaz sem bil vedno radoveden med avtorji, tisti, ki so bili kantavtorji, mislim, ki so napisali nekaj in potem bili tudi izvajalci tega. Pa ne bo to v inštrumentalni glasbi ali pa v vokalni, mislim, tisti, ki so pevci prepevali svoje skladbe. Super, zelo, zelo lepo povedano. Mi pa dajmo si pogledati, kaj pravi nam dobro znan tekstopisec in glasbenik in tako naprej z nami, seveda z nami na vezi je Drago Mislej Mef. Drago, pozdravljen. Pozdravljeni tudi vi s to težko nalogo 79. Tako, leto 79, no. In za začetek lahko rečemo kot... Nimam še 79.
Letnica 79. Ja, ne, No, sem pa blizu. ja, to je res. No, kot zelo poznan tekstopisec in glasbenik, ne, verjamem in vem, da si veliko glasbenikov, izvajalcev, ki so seveda tvoja besedila uprizorili na odrih, ne, si jih zelo marsikaterega osrečil, ne? Jaz v bistvu smo en drugega osrečili. Ni bilo to, da bi... Njim je bilo fino, njim se je nekaj zgodilo s tem in meni se je zgodilo tudi s tem. Ne. Tako s tem, da nekateri, bom rekel, morda so bili oni bolj zagriženi v tej stvari, kot sem bil jaz. Ne. Ampak, ko danes gledam nazaj, pa se mi zdi fino, da se je to zgodilo, kar se je zgodilo takrat. Ker veliko recimo glasbenikov dostikrat omeni, ko recimo govorimo o skladbah, ki so jih izvajali določenega leta, recimo danes govorimo o 79 in vedno rečejo, ne, to je zahvala in to je nagrada za, na primer, v tem primeru, če govorimo o besedilu, reče, to je nagrada za tekstopisca. Ne, si že sami neko distanco kažejo, ne, da v bistvu to nagrada gre v bistvu tebi, ne? Ja, žal sem jaz pobiral vse nagrade takrat, dokler so bile v obliki raznih plaket. Zakaj žal? Zato, ker potem kasneje so začeli pobirati denar, ne. Aha. V tem smislu samo, ne, ampak ne, drugače pa, mislim, da imam enih 5 jader, ene 3 galebe, ene 4 fantke s piščalko, ene 2 krožnika, taka keramična, pa take stvari, to pa imam. No, neka, bi rekli, tehnična nagrada, ne? Ja, pa je, tako fino. Zdaj sem odkril zadnjič, da imamo v kuhinji, da imamo en krožnik, v katerem imamo sadje, sem videl pisano slovenska popevka. Ujbeti se rekel to. To je pa res... No, to pomeni, da je res praktična nagrada, ne? Ja, zelo praktična. Povej mi, Drago, kaj se spomniš recimo leta 79? Mislim, če mi ne bi prej povedal, da se vam spomnim, se ne bi spomnil nič. Ne. Ampak zdaj si se. Zdaj sem se spomnil malo v 79, to je bilo, v bistvu bilo to dobro leto, to so bila najbolj svobodna leta našega življenja. Počeli smo praktično skoraj vse, kar smo hoteli. Bili smo že praktično Evropa, čeprav še nismo bili v Evropi. In dogajalo se je na glasbenem področju, na vseh področjih se je nekaj dogajalo in to je bilo, moram reči, dobro leto. Zame je bilo, recimo, to leto, ko sem začel po eni strani, sem delal moj band, ne, sem z 10. bratom, že kar tako novovalovsko nastopal. Medtem ko na pop sceni pa sem pisal tekste, recimo za Prizmo. Pripravil sem se malo, pa sem tukaj dal ene par stvari takih. To so bili časi, ko so končali Five Fancy pa Kameleoni, ker je ravno vinil manija, zato da izkoristim. So Kameleoni imeli te singlice, se opravičujem, nimam covida, ampak imam arašide. Nič hudega, tudi če imaš, si doma, ne? Sej. In recimo, to je šel, ta singlica je šla takrat, to so Bumerangi, leta 79, tukaj sem napisal za njih pesem Jutri zjutraj moram zgodaj vstati. Pravzaprav ne ta ni šla, ta je šla prej. Takrat 79 je šla ta singlica Bumerangov, kjer sem napisal pesem v jeziku, ki smo mu rekli takrat srbo-hrvaščina. Ne vem, kaj je bilo, v bistvu bilo to in jezik, ki smo ga mi govorili, prepričani, da je to nekaj njihovega. Jaz sem bil kar moram reči kar dobro v temu in sem napisal pesem Živjeti iznad tebe barem dan. To je to. Pa potem so pa prišli že Prizmat, so izdali tudi takrat že singlico, ampak fajn je, da vam pokažem še eno singlico, ki je šla 79. To so pa September, skupina, ki so tudi razpadli, potem Domovina moja, pa je tukaj singl bil, tudi seveda niso razpadli zaradi te singlice, ne? Ne. Ne vem, kaj so razpadli, mislim, da so posneli na Floridi ta album in potem je, pa so kmalu razpadli, ker so, mislim, da so verjeli, da bo več, da bo odziv publike
in za radio in medijev večji, kot je bil v resnici. Ne. Tako. No, in potem smo pa pri Prizmi že. Ne. Prizma je pa, takrat je šel prvi album, mislim prvi singl njihov, Če si moj, ampak mislim, da okrog 79 je šel Pogum. Pogum, tako, ja. Ja, Pogum je, to je zanimiva singlica, na eni strani so Prizma, na drugi strani je pa Domisel, Tomaž Domisel z Jamajko. In to sta v bistvu bila kar dva, rekel, večja hita. Ne? No, tako je, tudi so, mislim, da so Buldožerji tudi izdali takrat nekaj, sam nimam tukaj te singlice, imam jih še nekaj takih, ki so išle okrog tistega obdobja. Ne piše na vseh, kdaj so išle, ne? To je zanimivo. Ne? Včasih so to... Mogoče zato, da ostanejo evergreen, ne? Je možno, da je zaradi tega, ampak mi je škoda, ne? Ker zdaj hočeš pogledati, pa na ovitku ne piše nič, noter na vinilki tudi ne piše nič in potem moram iskati po internetu, pa se mi vedno nada iskati, kdaj je bilo kakšna stvar, ne? Ker je lepše živeti malo v zmedi. Ne? Drago, povej mi, samo še ena stvar me zanima, in sicer ti kot urednik na TV Koper. Ne? Večkrat se glasbeniki potožijo, recimo, da uredniki so tisti krivci, ki ne vrtijo premalo slovenske glasbe. Kaj boš rekel v zagovor? Kaj v zagovor? V zagovor moram reči, v moj zagovor ne bom rekel nič, ne, ker seveda sem kriv toliko kot ostali, ampak dejstvo pa je, ne, da tam, ker so glasbeni uredniki, tam ni problem slovenske glasbe. Tam pa, ker glasbenih urednikov dejanskih ni, tam pa je problem slovenske glasbe. Tam, kjer odločajo o tem lastniki radijskih postaj, tam je potem tako, takrat se to dogaja. Ne? Tam, kjer v bistvu odločajo neke tuje založbe, kaj ne se vrti na slovenskih radijih, takrat je to. Tam pa, ker imajo glasbene urednike, pa moram priznati, da kar korektno se ravnajo in poskušajo vendarle zadoštiti nekako temu, da bi radijske postaje, mislim, vrtele. Da ko priješ v Slovenijo, recimo, imaš prižgan radio, jaz to vedno razlagam, recimo, da se pripelješ iz Avstrije in greš v Dalmacijo na morje, ne? In se pelješ čez Slovenijo in imaš prižgan radio slovenski. In če na tej poti skozi Slovenijo ne slišiš niti ene slovenske pesmi, potem to ni Slovenija, ne? Potem so te očitno katapultirali na Hrvaško. Mogoče šel čez tranzitno državo, ne? Bi lahko temu tako rekli. Ne? Drago, najlepša hvala za vse te informacije, super je bilo in upam, da boš tudi kdaj zame napisal kakšno besedilo. Jaz sem napisal za vse. Ne? Drago, lepo se me, hvala. Mi pa gremo naprej in sedaj Alfi Nipič s pesmijo Daj pridi, rad bi zaplesal. Želja.
lažvina prinese. Otroci se igrajo že, kličejo za spance vse. Mislim, da te le tu me v spomine zanese. Moje dekle, da bila bi ob meni še, da nas zdravila bi in šla ob reki čisto sama. Moje dekle, biser moje deželice, pridi spet, le s teboj bom šel in od veselja zapel. Tu z menoj sedela si, zasanjana kot znaš kleti. Fantje s kitaro so najino pesem igrali. Floserjev že zdavnaj ni, spomine so odnesli mi, kjer sva ob mostu se prvo poletje ljubila. Moje dekle, da bila bi ob meni še, da nas zdravila bi in šla ob reki čisto sama. Moje dekle, biser moje deželice, pridi spet, le s teboj bom šel in od veselja zapel. Hej, moje dekle, moje dekle, biser moje deželice, pridi spet, le s teboj bom šel in od veselja zapel. Hej, moje dekle, in od veselja zapel. Alfi Nipič, danes je bilo res čudovito, veliko smo povedali o letu 79 in vse, kar se je dogajalo prej in tudi kasneje, in tudi zaključil si zdaj s pesmijo Moje dekle, taka živahna, poskočna pesem, a ne? Ja, res hvala lepa tudi in res vsem en lep glasbeni pozdrav. Najlepša hvala. Hvala lepa. Pa poglejmo si malo o modi. Z nami je Vlasta Cah Žerovnik, poznavalka zgodovine oblačenja. Vlasta, pozdravljena. Živjo. Vlasta, dajmo reči za leto 79, kaj se je dogajalo. A so bila to samo oblačila, so bili kakšni posebni modni dodatki? Ja, oblačila, modni dodatki, recimo, če gremo kar na A, Giorgio Armani, ne, ko je pred petimi leti predtem zaslovel svojo kolekcijo oblačil, je tega leta tudi svojo prvo dišavo dal na svetlo, in sicer z ekskluzivno pogodbo za to letno vodico, tudi z imenom in logotipom Armani. Ne, in To je tudi lahko modni dodatek, ne, parfum? A seveda, obvezen. In tisti, ki nimajo recimo za tako drago, sofisticirano modo denarja, so si pa lahko vsaj nekaj privoščili, ne? In tudi ostala oblikovalska imena so ga začela fino posnemati in v svoje kolekcije potem od tega leta nekako naprej, ne, se je skoraj vsak visoko poziciran oblikovalec pohvalil tudi za svojim parfumom lastnim. Tudi recimo na področju oblačil, da so bila posebna, drugačna, in tudi frizure kot neke vrste punk, kaj več nam pove o temu? Ja, je bil punk seveda, no, in 79. leta za recimo nepoučene bi lahko rekli, da je punk izbruhnil kot en nenapovedan vulkan. Poučenim pa je bilo že nekaj časa jasno, da je ta subkultura kot nekak življenjski stil in ne kot moda, ne, in da je že dolgo brbotala pod površino. Bila pa je tega leta nekako ena taka
protagonistka tega originalnega britanskega punka, angleška oblikovalka, ekscentrična oblikovalka Vivienne Westwood, bila prva med prvimi, ne, in zato so ji tudi dali vzdevek punkovska mama in ga veselo in s ponosom nosi še danes. Torej, sprva so bila ta oblačila ročno izdelana, odločno antimaterialistična, rabljena, sofisticirana, majice take z raznimi parolami, natopiranje, lasje so bili in potem agresiven make-up, recimo podoba, ki je kričala: "Opazite me, fokusirajte se na moj videz", zato da boste tudi slišali, kaj imam recimo za povedati, ne, in precej družbeno No, ampak kritična glede na to, no, zdaj smo ravno videli video, ko so bili malo ne tako punk oblečeni, ne, zagotovo se je tudi kaj zgodilo na področju te klasične mode, ne, za moške in ženske. Ja, seveda. To je bilo leto, ko zdajle ravno vidim, ja, toke so tole, ne, torej pokrivala. Ženska je obvezno, prava dama ni smela stopicati po svetu brez pokrivala na glavi naj bodo to klobuki, naj bodo to tele manjši klobučki, skratka okrašeni z raznim cvetjem, perjem in tako naprej. In pokrivala so pa nosili tudi fantje in moški, ne, in Elton John recimo tega leta, ki je opozoril nase, da bomo še veliko slišali od njega, predno je bil seveda odet ob svojih pesmih v perje in barvasta sončna očala, je bil prav nekako zadržano simpatičen fant in je pozdravil z nošenjem teh delavskih kap, te barete, ščitnikom recimo, kakršne so nosili v filmih iz 30 let, pa te mrežasto kvačkane kape in skratka precej je bilo tudi klasične mode, tiste obleke so bile recimo iz patchworka, potem iz jerseyja, ta je bila vodilna tkanina leta 1979, preproste oblekce so bile in sukniči, da bi jih lahko nosili tudi danes, in krila. Črno-bele kombinacije z rdečim, ne, to je bilo res en tak opazen hit, ne. Pa obleke recimo z belimi ovratniki, ne, to je bilo tudi zelo opazno in ta bela barva oziroma bel ovratnik simbolizira recimo pojem čistosti, pa karkoli že to pomeni, kakorkoli. Super, Vlasta, hvala za vse te informacije in seveda se vidimo v prihodnji oddaji. Malenkost, lep pozdrav. Čau. Pojdimo naprej z glasbo, no, in tokrat bomo ubrali en drugačen stil, drugačen melos glasbe, ne, kakšen je, boste takoj ugotovili. K meni se bo pridružil v studio in sicer Mare Herak, skupina Pomaranča. Pozdravljen, Mare. Pozdravljen. Kako? Super. Super, no, vedno mladi, vedno polni energije, deva se vse, bova kakšno rekla tukaj in sicer, zakaj sem rekel drugačen stil, ne, govorimo zdaj o heavy metalu, ne, o metalu, ki mogoče takrat je bil res metal, danes bi bil zdaj že zelo umirjen metal, ne? Ja. Ampak še vedno je tisti čisti metal takrat, ne, nastal. Ja, so bili eni še bolj hudi od nas takrat. Še hujši. Ja, punkarti, ne? Punkarti so bili takrat, punk je bil takrat, ne? No, ampak tisto je bil punk, ne? Tisto je bili pa metalci, ne? Ja, vem, sam. Tako, leta 1979 ste nastali, ne? Dobili se dobri glasbeniki skupaj in takoj začeli na polno igrati. Ja, takoj smo začeli vaditi in smo vadili. No, tudi igra je vaja, ne? Ja, seveda. Ja, igra. Takrat, dokler nisi poznan, te bolj malo šmergla. No, ampak ste hitro začeli, tudi prva pesem je bila takoj, no, lahko si pogledamo. Dajmo si pogledati, ni video spot, je en posnetek iz YouTubea. Ja. Poglejmo si ga. No, ampak to je zdaj z drugim pevcem, ne? Aha, to je pa Soldat. Tako, prva pesem, Soldat, ne? Ja. Soldat pa Mladost, to sta dva komada, ki smo jih ta prvič posneli. Prvi dve skladbi. Ja. In kako se je potem recimo odvijalo? Kaj se recimo ti spominjaš na leto 1979, ne? Kar je že kar nekaj let nazaj. Spomnim se to, da smo zdržali na lestvici do konca, ampak prvi pa nismo bili nikoli. Do drugega mesta smo priplezali. No, ampak ste igrali pa tudi veliko po ex-Jugoslaviji, ne, bivši Jugoslaviji. Ja, ampak ne še 79. No, pol kasneje, ne, potem ste pa še kaj, do tam nekje do 83. Dokler smo prišli, v Beogradu smo igrali 81. Mislim, da 81.
kot gostje Jan Gilanu in takrat je išla plošča naša tudi. Ne. In takrat se je pa pol začel, ja, takrat so pa cajtanki se razpisali, Srbijanci so zlati, kar se tega tiče, tle nas ni ben šmerglo, ne. Tako da je od tam veter zapihal proti. Ste mogli iti, gremo reči, narekovaj v tujino, zato da si se lahko nazaj vrnil domov, ne? Ja, gospod, ja. Bi rekel, spal na lovorikah, ne? Jaz se recimo iz otroštva spomnim največkrat recimo Kobjeglave, ker je v bistvu ta kraški konec, ne? Je takrat so bili bolj pristaši, gremo reči, rock, metal, glasbe. Ja, Primorska je sploh bila znana potem. V teh koncih Ljubljane? V Ljubljani so pa tako malo igrali, da ni res. Križanke, pa enkrat Hala, pa ne vem, če smo še kje igrali. A ja, v Šentvidu smo igrali, ne vem, 3-4 filov, da ga smo vse vzuli. Ljubljana ni bila naša. Kaj si pa recimo ti poslušal kot glasbo, bodi si tuja glasba, 79, ko si recimo prišel v skupino Pomaranča? Ja, takrat sem začel bolj to muziko poslušati, ker jaz sem prej igral pri enem komercialnem bendu, ne, tako da nisem bil toliko v temu štosu. Pa seveda, pa sem pa začel to poslušati, pa tudi igrati, ne. Sem bil pa kot mulc, ne. Si rekel, to je to? Ja, seveda, jaz sem že prej vedel, da je to. Ni bilo igralca, razumeš, ki bi zaigral to, dokler ni Mijo se pokazal. No, ker Mijo je bil res, mislim, še danes je med boljšimi kitaristi, ne? In seveda tudi delal besedila, ne? Glasbo in vse, ne? Kaj pa recimo kakšne anekdote glede na to, ker poznam člane skupine in vem, da ste bili zelo za žur, za dogajanje. So bile kakšne zgodbe, recimo, ki so se vam tako zgodile? Ker vem, da Mijo dostakrat kakšno zgodbe rad pusti v večne spomine. Ja, Mijo je pol ratu, ne, tak mojster za zgodbe. Ampak ta prva je bila v Križankah, ne, ker smo v Križankah igrali na Novem Roku, ker je Boba te zadnji komad smo igrali. Nismo še igrali, ne, Boba je na gongu, ga je tresel, ne. In ga je toliko tresel, razumeš, da se je strgal in mu je na nogo padel. Gong, ampak to je ogromen gong, veš, to je velik, ne. In seveda je rekel, jaz ne moram več igrati, takrat stran, ne. Ampak je, odigral, do konca smo odigrali. Tako da, no, to je bila zgodba, ker smo mislili, da bomo klaverem končali tam gor na odru, ampak je šlo. No, pa ste šli ponosno naprej. Ja. Kaj pa zdaj recimo od takrat do danes, kako se je, če govorimo zdaj o metal glasbi, ne, kako se je zdaj kaj spremenilo recimo, ne? Je šlo na boljše, je šlo na slabše, kakšno je tvoje mnenje? Moje mnenje je, da je ogromno dobrega metala ratalo, tudi iz tega, ne. Tudi poleg tega heavy metala je teh zvrsti še en kup, ne, in eni so super, no, meni je všeč ta muzika, ne. Ok, bi recimo bil pripravljen s kakšnimi mlajšimi sodelovati tudi? Pa sej sodelujem jaz zdajle, sam nismo metal, ne, smo bolj tak rock. Aha, no, zdaj pa bom tebe kar osebno vprašal, ne, kaj si recimo načrte, kaj zdaj počneš, kaj se bo dogajalo? Dogajalo se bo, v nedeljo se bo dogajala vaja, marca imamo pa snemanje, tako da bomo šli v studio posnet. To ne Pomaranča, ne. Ne, razumem, ja, ne Pomaranča, zdaj sem tebe vprašal, ja, tako. Dogajanje v glasbi, ne? Ja, vsi so kar fletni, pridni fantje in dekle, ki poje, lepo poje. Ti pa še vedno bas kitara? Ja, jaz sem pa še vedno bas. Si kdaj zamenjal kakšen inštrument vmes ali si bil vedno zvest bas kitari? Od 15 leta, ko sem dobil prvo bas kitaro, pa do danes. Ampak igram pa tudi kitaro, ne, sem si pa nabavil tudi malo kitaro. Se strinjaš, da so basisti vedno lideri v skupinah? Ne vem, če so, a so? Ja, pravijo, da v 80-90% so basisti ali pa bobnari, da so glavni skupini. Ne frontmeni, ampak basisti, da držijo vedno vse skupaj. Znajo dobro meriti. To pa lahko. So glavni, da rihtajo koncerte. Ja, to je bil pa pri nas Boris je bil.
Dobro. Mare, najlepša hvala za ta pogovor. Ne? Malenkost. In seveda upamo, da bo kakšen koncert in da se na kakšen koncertu srečamo. Ne? Ja, bi bilo lepo. Bom z veseljem v prvi vrsti skakal. Ne? A ja? No, da te vidim. Spomnim se, ko sem bil majhen, ko sem skakal v prvi vrsti, ampak takrat se me ni videlo. Zdaj se me pa mogoče pri mojih 1,90 m, da se bo. Ja, si res zrastel. Ja. A nisi prepeval ti neki cajta? Tudi pojem, ja, tudi pojem. Ampak o tem bomo kdaj drugič povedali. Okay. Mare, najlepša hvala. Ja. Jaz grem pa pogledat, kaj seveda so delale tudi druge skupine leta 1979. Z nami na zvezi je Zlati kljun skupine Bumerang. Zlati, pozdravljen. Lep pozdrav, Jani. Kot dober glasbenik v skupini tudi Bumerang in ostalih skupinah in tudi sodeloval si z mnogimi glasbeniki, povej, kaj si počel leta 1979. Leta 1979 sem imel, čakaj, moram zračunati, 20 plus kusar, se pravi 29 let. 29 let, ja. Ne, 27 let. Dobro, takrat to se je dogajalo, marsikaj takrat. Takrat smo Bumerang rasturali, pravzaprav zopet ponovno postavili razširjeno, tokrat mednarodno zasedbo. V skupino so prišli 3 Tržačani, sicer Goran Tavčar, Dario Vatovac in Dino Sartoreto. In smo imeli kar veliko dela, 1 leto smo pripravljali material, vadili zelo zagnano. Evo, to je ta slika, ki gre. In potem smo na koncu leta iz prehoda iz 78 na 79 šli v Torino, v studio G7 v Torino. To je sicer drugače takrat bil poznan studio kot delovni studio Umberta Tocija. Umberto Toci je doma iz Torina. On je takrat bil v tistem trenutku evropska, ne samo italijanska, tudi evropska zvezda z hitom Gloria. Naš Goran Tavčar je pa bil, preden je se priključil skupini Bumerang, bil takrat v Italiji priznan studijski glasbenik in je snemaval kitare tudi za Umberto Tocija in za vrhunske takrat italijanske pevce. Umberto Toci bom imenoval samo še Mio Martini, ki je recimo pod oznako kvalitete. Mio Martini tudi pokojna, pravzaprav sestra od Loredane Berthe. Kako to, da ste se odločili takrat v tujino iti, delati, plate snemati? Enostavno mi smo imeli to možnost, pa to je bil privilegij, da si imel tako možnost. Ne da so bile, takrat v tistih letih pravzaprav so se že začeli prvi studij, kvalitetnejši studij tudi pri nas pojavljati in tehnika in tako dalje, ampak še zmeri smo malo v ljudskem momentu, se pravi v tehnikih, v producentih, tukaj smo malo bili, malo smo capljali ozadje, se pravi, oziroma nismo bili tako izkušeni, je bilo še malo v povojih in se pravi, imeti priliko iti snemati v vrhunski studio v tujino, je takrat v tistih letih bila res privilegija, ker so recimo tudi ostali jugoslovanski projekti, so se vsi snemali praktično v tujini, največ pa v Angliji. Mi smo imeli to možnost, ko sem omenil zaradi Goranovih vez, to narediti v Italiji in ne na koncu sama produkcija te plošče še danes recimo dokazuje, da je sodoben zvok, da je pravi zvok, ki še danes traja in je bil tudi takrat občudovana kot produkcija. Kako pa je bilo tudi istega leta 1979 v Subotici na festivalu? No, v tej premieri in premierni turneji prve longplay plošče Bumeranga takrat je seveda bilo pomembno se pojavljati tudi recimo na takih dogodkih, kot so festivali, še posebej pa Omladina Subotica, festival Omladina v Subotici, ki je gostil zmeri najboljše in najbolj perspektivne rock skupine Jugoslavije. Pred nami Lebi, Sol, recimo samo da omenjam, recimo Slovenci, Domicel, Brecelj, Buldožer, vse so to skupine, ki so šle skozi ta festival.
Mi smo se prijavili na ta festival 79. leta, tudi zaradi te promocije, plošče in tako dalje. In poglej, smo celo zmagali, dobili prvo nagrado strokovne žirije na tem festivalu, kar je pomenilo še dodaten zagon v promociji in turneji. Samim tem smo dobili recimo možnost nove dodatne plošče, single plošče s to pesmijo Živeti iz Na tebe baran dan in na B strani je bila pesem Bicikl. In tako da smo pravzaprav v enem letu nam je šla in long play plošča, vinilna long play plošča in single mala 45 isto tako vinil plošča. Zlati, skratka leta 79 se je za vas in v tvojo skupino res ful dogajalo, ne? Veliko se je dogajalo, ne? Najlepša hvala za vse te informacije. Maksimalno se je dogajalo. Imeli smo zimsko turnejo, poletno turnejo, tako da res polno dogodkov to leto. Ja. Zlati, hvala. Jani, najlepša hvala tebi, pozdrav gledalcem. Čau. Dragi gledalke in cenjeni gledalci, to je bila današnja oddaja Vinilni časi. Leto 79, katero leto bo po naslednji oddaji, pa seveda boste izvedeli, če nas boste gledali še tako naprej, kot nas vedno veselo gledate. Lepo bodite, ostanite zdravi, vidimo se v prihodnji oddaji.